Knjiga je izšla 21. novembra lani, obenem z odprtjem slovenskega knjižnega sejma. Še pred izidom je bilo zbranih v prednaročilu 1200 naročil. Doživela je do danes že 9 natisov. V prvih 100 dneh po izidu je bilo prodanih več kot 13 000 izvodov, v enem letu od izida pa več kot 22 000. To je to danes. Jaz mislim, da si naša dva avtorja zaslužita en aplavz za to številko. Kaj pomeni ta številka? Po javno dostopnih podatkih se v zadnjih letih nobena slovenska knjiga ni prodala čez 100 mejo. 20 000 prodanih izvodov za leposlovje slovenskih avtorjev pomeni že rekordno prodajo. Knjiga je šla tudi v audio obliki, jo lahko tudi tukaj danes naročite. Tudi v tej obliki je odlično sprejeta. Od oktobra naprej si deli na lestvici prodajanih in poslušanih že več čas 3. mesto, tako da čestitke tudi za to. Še vedno pa poteka turneja pogovornih večerov po Sloveniji, za katere vlada veliko zanimanje. Od januarja pa do danes sta Martin in Lojze obiskala 25 krajev. Od Pivke do Veržeja, od Koroške Bele do Črnomlja. Vabila pa še kar prihajajo. Posebej ponosni smo tudi na dobrodelno noto pri tej knjigi. 2 evra od vsakega prodanega izvoda gresta v dobrodelne namene. Sodelujemo s Slovensko Karitas, preko nje smo pomagali že, mislim, da 11 družinam in zbrali okrog 44 000 evrov. Spoštovana gosta, po povedanem lahko rečem, da sta pravzaprav slovenska zvezdnika. Ne samo knjižnega sejma, ampak tudi nasploh. Kako se počutita? Prosim, da. Mislim, nič posebenega. Hvala Bogu. Ne vem, kaj ne rečem. Ne ukvarjam se toliko s tem. Jaz to zadevo bolj vzemam kot priložnost, da se srečam z ljudmi, pa da kakšnemu kaj lepega povem. Je en privilegij, ko grem lahko malo takole po dvoranah kulturnih domov po Sloveniji. To je pa to, no, zdaj, da bi pa, ne vem, kaj posebej doživljal ali pa občutil vsem tem povedanem, sem pa Bogu hvaležen, no, tako. Lojze. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najlepša hvala, da ste si ob vsej tej bogati ponudbi vzeli čas in prišli. Tako kot nekako številni drugi na tej najni turneji na spletni knjižnici, ki jo izvajava tudi ob bogati podpori ekipe iz založbe Družina. Najlepša hvala tudi vam, dame, za vse, kar nama pomagate in prinašate in za vse, kar skrbite. Jaz vem, kdo je number one v tandemu najnem in vem, da ne prihajajo in ne prihajate zaradi mene, ampak zaradi vsega tega, kar Martin zna tako na srčen in prisrčen in obenem globok način povedati, in mislim, da je to glih največja njegova vrednost, globoke stvari povedati na srčen način in tak v jeziku, ki ga današnji svet razume, ob tem pa nič ne potvarjati, niti ničesar ne olepševati, ampak lepa beseda, lepo mesto najde in mislim, da to Martin perfektno uteleša. Ne počutim se nobenega zvezdnika daleč od tega, sem pa neznansko vesel, da je knjiga dosegla tako širok odmev in velik kolegi, za velik kolegi smatram, da sem imel to priložnost in sem izjemno hvaležen, da sem lahko to ustvarjal z Martinom in da ta zagon še vedno traja. Glih pred kratkim, da vam samo malo ilustriram, kako izgledajo ti pogovorni večeri za knjigo na spletni knjižnici. Zdaj po dobrem letu od izida bi mogoče človek mislil, da zanimanje malo uplahne, mogoče tudi je, ampak glih v četrtek sva bila v enem kraju, v Mirni Peči, kjer so mogli prestaviti ta pogovorni večer, po mojem, iz kulturnega doma v športno dvorano, kjer mislim, da naj je, oziroma predvsem tebe, okrog 400 ljudi je poslušalo ta pogovorni večer, tako da sem res počaščen in hvaležen, da sem del tega. Malo
preskočila svoj scenarij, pa se bom postavila pri teh dogodkih. Vidimo, zdaj tako celo leto potujeta ob večerih, a sta skozi skupaj, kako to poteka. Jaz gotovo ljudi zanima, kako to za odrje oziroma prevažanje zgleda. Ja, večinoma se skupaj vozva. Jaz ga poberem, pa odložim. Jaz zelo rad vozim in kar težko se vozim. Rad šofiram. Pa vmes ga še rože ven zmolva, kaj se pogovorimo. Po dogodku je kar velikrat tudi kakšna zakuska, kaj za spit ali pa za pojest. Zdaj v Mirni peči smo še ne dobre krvavice, ki je gor v eno zidence, je pa prav lušen. To no, imam pa poleg tega, da še greva kdaj skrb, grem še kdaj sam. Včeraj zvečer sem bil v Žireh, je bila tudi čist polna dvorana, tam nekaj 400 ljudi, ker se udeležujem tudi kakšnih župnijskih dogodkov ali pa na kakšnih župnijskih misijonih. Tako no, ja, smo ekipa ratel. Pa mogoče reči bil nocoj doma. Zgodi se mogoče, ampak preprosto, kot rečeno, ta vzdušje, vsaka minuta, ne vem, koliko preživiva skupaj, pa skupaj tudi z ekipo, daje neko bogatstvo, daje neko dodano vrednost vsemu temu in se mi zdi, da se bomo vse te razsežnosti tega dogajanja povezanega s knjigo že zdaj se zavedamo, ampak se mi zdi, da bo časovni odmik še boljšo in bolj jasno sliko dal. Res je imenitno videti. Našemu dogodku smo dali naslov Blizu ljudem, zato, ker ste, Martin, vi resnično blizu ljudem. Ne samo v domači župniji, temveč, kot smo zdaj že slišali, povsod v Sloveniji. V širši javnosti ste naredili poseben preobrat. Najprej smo vas spoznali po vaših vlogih, ki jih od leta 2018 snemate za spletni portal Aletea. V njih prisrčno nagovarjate številne sledilce. V korona času, se pravi nekje marca 2020, ste prišli v domala vsak slovenski dom preko prenosov najprej spletnih maš, nato preko TV zaslonov. Gledanost je presegala vse druge. Nepozabno je bilo tudi vaše blagoslavljanje velikonočnih jedi, to pač moramo omeniti, pojavljate se v številnih medijih. Jaz sem šla malo pogledati, kje vse ste imeli intervjuje, pa sem pol kar odnehala, ker če bi to zdaj naštevala, bi bili tu zelo dolgo časa. Mi je pa padlo ven zanimanje, Avtomagazin se tudi zanima za vas. Ja. Mimo grede, s čim ste se danes pripeljali? Z avto? Ne z motorjem. Ne. Okay. V domove sedaj prihajate tudi preko te knjižne uspešnice, v živo pa se srečujete, kot ste že povedali, z bralci po vsej Sloveniji. Vas to bogati, napolnjuje, kako si polnite baterije? Ja, eno in drugo, gotovo me bogati, me tudi napolnjuje, se veselim teh srečanj, imam včasih malo tudi tako, potem se skušam čim bolj truditi za domačo župnijo, ker se bojim, da ne bi domače župnije prikrajšal zaradi tega, ali pa da ne bi domačih baranov zanemarjal. Tukaj imam včasih malo bolj s sabo vest, ampak potem se zelo trudim doma, da je doma vse poštiman, pa da je doma čim več stvari, da ne bodo ljudje opazili, da jih doma zanemarjam. Seveda sem kdaj tudi utrujen, je normalno, ampak ne tako utrujen, da bi bil zaradi tega zdaj žalosten ali pa da bi imel občutek zapuščenosti, ampak tako, utrujen, ker človek biti en dober del, da je naredil. Gotovo me pa je privilegija, da smem kot en takle duhovnik, zdaj že skoraj v srednjih letih, prideti v kraje, da me povabijo, da spoznam kraj, da se srečam z ljudmi. Me to tudi kar gane, mi daje ogromnega veselja, je pač privilegij. Lojze, zdaj po teh enoletni turneji, ko se pogovarjate tako na terenu, tudi o knjigi, kakšni so odzivi publike? Je mogoče bilo kakšno presenečenje, kaj posebnega? Ko sem pisal in ko smo to sestavljali oziroma snemala te najne intervjuje v tistih mesecih, ko sem pogosto obiskoval Martina, in ko sem to prepisoval, sem imel občutek, da je dober in
ko včasih, ko smo bili v šoli, ko pač napišeš neko kontrolko in te že kar tisti občutek ali pa po izpitu, ko imaš že neki občutek, to bi pa lahko bilo dobro, ne? Ampak vseeno, kako se to razvija in kam vse je ta knjiga segla, vse to je pa res neizmerno preseglo moja pričakovanja in verjamem tudi okolice in verjetno tudi založbe, ker so odzivi res fantastični in glih odzivi ljudi, koliko ljudi nekako sva že razveselila z nekim posvetilom, z neko Martinovo lepo besedo, tudi mogoče jaz osebno moje bližnje in manj bližnje z kakšnim posvetilom, podpisom v dnevih. Vsak res se te knjige zelo razveseli, pa še zdaleč ne samo tisti ljudje, ki so verni. Jaz mislim, da vsak lahko najde en drobec spodbude, ker tudi tak je podnaslov misli in spodbude Martina Goloba za svoje življenje, ne glede na to, v kakšni situaciji se najde. In številni ljudje so mi pač že rekli, ja, sem z veseljem prebral, ne glede na njihovo obzorje in način razmišljanja. Na samih dogodkih se je kdaj zgodila kakšna anekdota, kaj posebnega, ki bi delili danes tukaj z nami? Martin ima super spomin in tudi odlično zna besedi, tako da mislim, da je boljši on sogovornik za to vprašanje. Je, ne vem, kakšno vprašanje, ki se ponavljajo, ne? Kje so se spoznala? Kaj tazga, ne vem, na cesti, ne vem, zdaj reči tako naprej, na pamet. Ne vem, dvakrat smo šli v enem tednu na Koroško, to je bilo tudi prav zanimivo. In zelo lepo je bilo na Koroškem, kakšno veselje, res, ne vem, da bi bilo pa zdaj prav ne vem kaj. Povabil naj tudi v zelo preproste Jaz sem zelo med preproste vasi. Nekako bolj, ki je odročna vas, bolj mi je zanimiv. In sploh pol, če kakšen predsednik krajevne skupnosti napiše dolg mail, kako se povezujejo, pa kako so rad skupaj, pa kako organizirajo dogodke, pa kako noče k njim pride kaj daleč, pa če bi vsaj nisem smilen. Se meni res pol tako, grem pa res rad k njim. In je to pol tak, meni je to zelo pol simpatično, tako družinsko. Ne vem, drugače pa zelo so pozorni, vedno greva iz odra s kakšno vrečko, včasih celo z gajbico, ogromno njih domačih dobrot, stvari za nas zob in za podzob. Jaz še nisem zbolel letos, ker imam veliko maziva za razkužbati, ne? In to vse ljudje poskrbijo. Tako da je lepo, no, bolj, ne vem, res ta srečanja so zanimiva, pa pol s predstavniki ljudstva, pa župniki, pa z ljudmi, ki se trudijo. Se veliko naučiš tudi od njih, ne? Kako mali kraji ali pa skupnosti po Sloveniji funkcionirajo, začutiš klimo kraja. Ne? To je meni res dobro. Kakšni so pa odzivi med kolegi duhovniki? Vas zdaj kakšen pokliče, pa da v spodbudo? Ja, vas bolj hecajo? ja, ne, vsi so veseli, pravijo, da fajn sodelujemo in tako, tudi molijo za mene, ja, lepi zdi. Mislim, mi smo kolegi. Kakšen vic pa gotovo, da kje pade? Kakšen vic pa kdaj pade? Kje? Ja, enkrat mi je en rekel, da je konzervo odprl, pa se je bal, da vmes sem pogledal, ne? Kakšen vic pa Martin o sebi tudi sam pove, ne? Recimo, da tako rad hodi v Medžugorje, da se tam večkrat prikazuje kot Marija. Lojze, ob izidu knjige, ko smo spraševali, danes seveda ne bomo delali obnove knjige, ker gotovo smo jo že vsi prebrali, bolj ali manj. Ob izidu si ti takrat dejal, da sta se, ko je knjiga nastala, držala hrbtenice intervjuja, a so se spontano odpirale nove teme, ki sta jih najbrž zdaj lahko reče z distance bolj ali manj dobro obvladala. Bi mogoče danes sprašal, kaj drugače, kaj dodal? Dodal bi vse to, kar se dogaja v zadnjem letu. No? Ko se mi zdi, jaz včasih probam kakšne misli Martina z teh večerov zapomniti, kar moj rešeter spomin še dovoljuje, vsaj 2-3 stavke.
ki so bolj taki izpostavljeni, bodi si duhoviti, bodi si malo bolj poglobljeni. In ne vem, včasih imam občutek, da bi že ena manjša žepnica lahko nastala že z nekih teh pogovorov in vseh odzivov ljudi. No. Tako ogromno je vsega tega in tega sem zelo vesel. Mislim, če bi me vprašal, bi odgovoril, kaj novega, ne? Ja, drugače pa čas res Sveti Duh kar zaveje, še sam ne vem, ki jih pobiram. Ker pride, da res še dobre fore, pa bi pa Lojze napiše, lek vas rekel, a to sem tako da je zanimivo, no, kako človek takole, pa recimo, če je dobra publika, pa dobro ljudje, pa dobro me kdo sprašuje, pa res včasih pride take stvari ven, da se rečem, lej, Bog, tole smo dobro povedal. Recimo, če smem deliti dve taki misli iz Mirne peči. Ena je bila, recimo, Martin, mislim, da v knjigi tudi govoriš o tem, kako je včasih tisti čas po kosilu, ko si tak malo bolj lenoben, ko bi telo rado prebavljalo in bi se najraje ulegel na siesto, kako se je takrat treba premagati pa iti pač delati, ne, karkoli že imaš, bodi si umsko, bodi si fizično. In Martin je v četrtek rekel, nočem preživeti življenja, kot da je to čas po kosilu. Ne? Se pravi, v tistem lenobnem vegetiranju, recimo temu, ampak hočem biti, hotel si povedati, da hočeš biti skozi aktiven, kreativen. Ne? Tako, včasih ima tudi se sam sebe zmrcati. Ali pa druga stvar pa, svet bi moral biti preprost kot otrok in moder kot starostnik. Ne? Se pravi, od otroka do starostnika, to so vse kategorije in starostne skupine, ki jih Martin odlično obvlada in je zelo, zelo rad z njimi, še posebej starostniki v domovih starejših. Ne? Ja, to je res, ja. No, pri knjigi ne gre za biografijo, niti ne za tiskani slavolok Martinovi odličnosti, Bog ne daj oskogledni zaverovanosti vase. Iskreno tudi ni nastala na njegovo pobudo, to je tudi citat pisatelja Lojzeta, pravzaprav je imel o njej nekatere pomisleke in dvome. A jih imate še vedno ali so se sedaj vsi razblinili, ko je knjiga tako uspešna? Mislim, ni dvoma, je že prav in je bilo nekako Božja volja, da ta knjiga pride ven med ljudi, v tem nimam več dvoma in sem vesel, da smo se lotili te poti in da smo danes tukaj, kjer smo. Sem vesel, ganjen, ponosen in počaščen vseh, tudi za zaupanje ljudi in za zaupanje mojega vodstva, zaupanje, ki ga žanjem iz založbe. Je en tak privilegij, ki ga v tem trenutku živim, nisem pa na to vezan, ker še zmer je moja glavna naloga župnija. To je malo za zraven, ne vem, šel na kolo, gre malo tako se pogovarjati. Jaz mislim, da je to vendarle zelo pomembno, namreč tebi ni bilo nikdar nerodno pokazati svoje vere, zapišeš, da upaš, da je tvoj prispevek v javnosti tudi ozaveščanje, da je biti veren normalno. Da biti veren ne pomeni, da si padel z lune, zdrav ponos, to je potrebno, si mi zapisal. In seveda, to je lepo orodje, da nekomu vero približam, lepo orodje, da mogoče pa kakšnemu razbijem strah, da bi šel za duhovnika, ali pa da mogoče razbijem strah pred nas duhovniki ali pa pred kristjani. Mogoče nekdo bo začutil, sej tela kristjani so pa normalni face ljudi, niso samo eni, ki so skozi na kolenih pa se grdo držajo, pa takoj slabo vest vzbujajo, če kdo kaj po svoje naredi. Da oznanjam Boga, to je pa itak moje poslanstvo, in da mogoče koga nagovori. In mnogi pravijo, da jih pa nagovorim, to pa je hvaležnost. Ne nazadnje, prosim, bomo dali potem možnost za vprašanje. Ne nazadnje ti sledi tudi tvoj brat,
Ja, moj brat je zdaj v 5. letniku bogoslovnega semenišča. Čez 2 leta, če Bog da, bo nova maša. In se jo prav veselimo. Sem vesel, da se je še moj brat odločil za duhovnika. 3 so poročen, eno pa še punco, no. Si še ne poznate to. Ime je Marija, tako da sem Marija prikazujem besedno. In upam, da tudi je nekaj njiju poročil, no, vse taka zelo lušna. 16 je vse skrb. Jata 5 se je pa odločil za duhovniški poklic, sam od sebe. Jaz ga pa lepo spremljam, čisto tako, kot brat ga spremljam, pa če je kaj takega, da mu pomagam. Seveda z zgledom, ne, prav gotovo. Ja. Tako da. Če se še vrnemo malo k knjigi, Lojze, ti si iz tega materiala mogel pol knjigo nekako urediti, razdelil si jo v 4 tematske sklope. Če nam malo to komentiraš. Ja, mogoče tudi še kakšen podsklop, ampak načeloma so deli razdeljeni tako, da v enem opisujeva tisti čas začetek vloganja in vse to, kar se je dogajalo v zvezi z vlogi na Aleteji, ki jih je zdaj že 125 v zadnjih 5 letih, pa še malo. Pa zraven so še prenosi svetih maš po spletu med korona časom. Potem je ta osebni del, kjer Martin pripoveduje o družini. Potem imamo del, kjer Martin tak na svoj način za sodobno uho pove o prošnje o molitvi, blagrih in pa 10 zapovedih. Potem en del je pa tudi sinteza vsega, oziroma kako že naslov mislim, da kako lahko postanemo boljši ljudje. Bi ti mogoče izpostavil katero od 10 božjih zapovedi danes tukaj za svojim komentarjem? Kje sem v 10 božjih zapovedi našla? Ne vem, kjer, ja, vse so isto pomembne, no. Ne, ima vas kakšno konkretno zanima? Ne. Ponovadi jih prspot uporabljam, če kakšen ne zna, če pride spovedi, ki že zelo dolg ni bil, pa mu pa malo pomagam, pa greva čez 10 božjih zapovedi. Tako da, tudi pri sebi se jih več kot ko spomnim, pa otroke učim, ampak vse so 10 božjih zapovedi so zelo pomembne in je to res pač neko vodilo, ko človek na sebe pogleda z božje besede. Ampak vseeno je pa tudi tako, poleg 10 božjih zapovedi je fajn, da človek tudi razmišlja o blagrih, da da to nekako malo skupaj, da ni samo česa ne smeš, ampak da je tudi to, kaj vse dobimo od Boga, da ni naša vera samo skupaj, to ne smeš, ampak da celostno gledamo še z evangeljskimi stranmi, kaj vse nam Bog s svojim prihodom prinaša, tudi kako nas Bog ljubi, kako smo njegovi, kako ga lahko kličemo oče in bi to nekako naredil na skupno sintezo, no, tako. Eno in drugo, da je pa zdaj kar razlagal vam 10 božjih zapovedi, se pusti. A ja, mogoče ta zadnji dve, Povšija, ne žej svojega bližnjega žene, ne žej svojega bližnjega blaga, ljubosumje. To pa je, da so Turki že pregnali od nas, ne. Tako da, mogoče tukaj, da gledamo, da namesto, da smo ljubosumni, pa da prvošmo. Lepa misel. Tudi bi še izpostavila to iz 160 strani. Knjiga je kot pričevanje, ste poudarili. Če želiš biti srečen, moraš sprejeti sebe. Tvoj dar je tudi, če vidim, da me nekaj utesnjuje, tišči, grem pač stran od tega, sem duhovnik, ki oznanja Boga. Znotraj tega pa sem svoboden in srečen. Ja, to pa drži. Ja, jaz sem duhovnik, to sem najrajši, tudi rad sem domači župnik. In jaz sem v tem srečen in miren in če sem imel srečo v življenju, da sem se za kakšno stvar prav odločil, je pa to, da sem šel za duhovnika. Je nekaj posebenega. Zdaj, ko so tukaj, vidim
mlade družine bi rada še to poudarila. Martin zelo lepo izpostavi vlogo očeta v tej knjigi. Rekli ste, da vse, kar delate, delate z ljubezni. Ne da bi za to kaj pričakovali v zameno kot oče, kadar vam je težko, ste rekli tudi, da si vzamete za zgled očeta, ki dela na kmetiji tudi, kadar je težko. In če zmore on, zmorete tudi vi nekako tako. Ja, oče mi je zelo lep zgled, mi je najlepšo popotnico tudi tako dal skupaj z mamico, seveda oba dva, ampak z očetom so bila zelo veliko skupaj, še danes se redno slišva, mi njegova beseda zelo veliko pomeni. In tudi vloga duhovnika kot oče v kraju, to mi je nekako najbolj blizu, da sem oče v kraju in delati kot, da bi delal kot en oče za svoje otroke. Čeprav niso čist moji, ampak mi je od Boga zaupano, da za to faro skrbim, za te 3 župnije skrbim in tako na to gledam. No? In je to pa res bolj poslanstvo, ni samo ena služba, ki jo upraviš pa narediš kljubico, ampak je pravzaprav rast in življenje skupaj v eni skupnosti. Preden dam možnost za vprašanja, bi Lojze še se midva dotaknila te dobrodelne note knjige, ki se mi zdi tudi zelo pomembna. Ne nazadnje smo tudi v Termu Caritas. Mi smo na založbi zelo ponosni na to dobrodelnost, ki poteka v, sem rekla, sodelovanju Slovensko Caritas, pa če Lojze ti malo razložiš. Ja, z velikim veseljem in tudi delim ta ponos, da lahko v teh težkih in za mnogo koga zelo, zelo zahtevnih časih, ko nas pestijo razne stvari od ujm do drugih stisk, lahko tudi s tako uspešnim projektom nekaj naredimo za družbo in jim vrnemo na ta način. Ja, nekatere od teh družin smo zbrali s pomočjo Caritas, nekatere so prišle iz drugih predlogov, ampak prepričali smo, da je vse te donacije, 11 donacij po 4.000 evrov, so šle in tudi bodo šle v prihodnosti, ker verjamem, da se prodaja knjige ne bo zaustavila danes v prave roke, in da bo s tem denarjem marsikdo lahko bolje živel, ker 4.000 evrov na eno družino ali pa osebo je kar, se mi zdi, velika donacija in da se da s tem marsikaj narediti. Ne izboljšati vsega, ampak vsaj malce, korak, dva, olajšati stisko pa vse kar.